Dober večer vsem in dobrodošli na ta večer srečanj pod Lipami, ki je tokrat posvečen problematiki manjšin, narodnih in jezikovnih manjšin v Evropi. In z nami je Bojan Brezigar, ki je globok poznavalec te stvarnosti, ki je tudi tipičnost naše Evrope. Se mu zahvaljujem, da je na vrat na nos sprejel povabilo, kajti, kot ste verjetno videli, je bil večer programiran, da bi bila z nami senatorka Tatjana Rojc, ki pa je morala srečanje odpovedati zaradi zdravstvenih problemov. In na prošnjo, če bi nam lahko Ron spregovoril na to temo, ki jo zelo dobro pozna, je takoj sprejel in zato se mu zares zahvaljujemo. Kot se tudi zahvaljujemo Ivotu Jevnikarju, oba sta časnikarja, tako da oba sta tudi imela pomembne funkcije, kajti Bojan Brezigar je bil odgovorni urednik Primorskega dnevnika, Ivo Jevnikar pa glavni urednik slovenske redakcije Raj. Tako da se obeta bogat večer, kajti oba tudi poznata zelo dobro stvarnost manjšin v Evropi. Seveda bo posebej izpostavljena situacija, ki se je razvila v Kataloniji po referendumu za samostojnost, ampak tudi ostale stvarnosti, manjšinske stvarnosti bodo prišle na svoj račun, še posebej zato, ker kot verjetno veste, se je ta evropska državljanska pobuda Minority Safe Pact izredno uspešno zaključila in sedaj pričakujemo, kaj bo naredila Evropska komisija, kajti glede na to, da je bilo zbrano 1.200.000 podpisov in še nekaj drobiža, je ta pobuda uspešna in torej Evropska komisija je zavezana k temu, da mora to temo obravnavati in tudi o tem poročati. Tako, jaz kar predajam besedo Ivotu Jevnikarju, ki bo vodil večer. Hvala in lepo pozdravljeni. Med nami je tudi več kandidatov, ki voščimo seveda obilo uspeha. Kandidatki in kandidatov seveda. Torej, naš nocojšnji gost ne potrebuje kakšnega posebnega predstavljanja, je tudi v teh prostorih že govoril o Kataloniji, ampak da spomnimo, njegov kurikulum je izredno bogat, ne samo občinski in pokrajinski svetovalci in odbornik, ampak župan v Devinu na Bežini, deželni svetovalci, ostravim še stare izraze, ki smo se jih naučili v mladih letih, in ne svetnik, ali svetnik. Ampak potem tudi na poklicnem področju, seveda, glavni in odgovorni urednik Primorskega dnevnika, poznaje pa predsednik založbe, ki izdaja Primorski dnevnik, in na mednarodnem manjšinskem področju predsednik Evropskega urada za manj razširjene jezike, ki je bil v svoj čas ena izmed gonilnih sil na Evropski pozornici za priznavanje manjšinskih pravic. V našem manjšinskem življenju pa predsednik paritetnega odbora, torej tiste, ki bdi, ali naj bi bdel nad uresničevanjem zaščitnega zakona za Slovence. Ampak izhodišče je spet Katalonija. Katalonija, kateri je posvetil uspešnico 6 dni v Kataloniji, sledil je, kot veste, in je o tem pisal in še piše, izvedbi referenduma in zelo nasilnemu nastopu španskih represivnih organov proti pobudnikom in aktivistom za neodvisnost. O tem je govoril v Trstu, v Gorici, ampak vsak dan pričakujemo ali pa se dogajajo tudi novosti, zlasti glede aretiranih voditeljev katalonskega narodnega gibanja. Tako da, če bi nas ažurniral, kakšen je položaj danes. Vemo, referendum ni rešil, ne referendum, ampak še manj volitve niso rešile položaja.
Tako da smo še vedno v pričakovanju nekega premika, ampak ne vem, če smo optimisti ali pesimisti, pa boš ti povedal, kako je s tem katalonskim vprašanjem danes. Ja, stanje je zanimivo. Sicer bi moral pogledati na telefonček, v zadnjih 2 urah se je kaj spremenilo, ker se vsak dan dogaja veliko stvari, ki jih seveda mediji ne beležijo, ampak to, da se je v nedeljo v Barceloni zbralo 750.000 ljudi, ki so ne zahtevali neodvisnost, ampak zahtevali demokracijo in izpustitev političnih zapornikov, je spet en velik dogodek, je ena tistih množičnih manifestacij, ki jih zmorejo Katalonci in ki so jih že večkrat uprizorili, enkrat celo z 2 milijonoma, ko so sklenili živo verigo od meje s Francijo do meje z Valencijo, to je več 100 kilometrov, in s katerimi oni izpričujejo svojo voljo po neodvisnosti. Ampak vsi vemo, da pred 10 leti te volje ni bilo. Bila je želja, da bi pridobili več pristojnosti znotraj španske države. Bil je leta 2006 sprejet nek dogovor o statutu Katalonije, ki je bil soglasno potrjen v katalonskem parlamentu, potem so bila pogajanja s špansko vlado, potem je bilo to besedilo malo popravljeno in potrjeno v madridskem parlamentu, v katalonskem parlamentu in v Kataloniji na referendumu, kot to določa katalonski statut. In potem je začel Mariano Rajoy, ki je bil takrat lider opozicije proti Zapaterovi vladi, izven Katalonije zbirati podpise proti temu statutu in poslal zahtevo za ustavno presojo na ustavno sodišče, ki je leta 2010, ko je Rajoy kandidiral za predsednika vlade v času hude gospodarske krize in se je Zapatero znašel v velikih težavah, takrat je dejansko ustavno sodišče s 6 glasovi za in 4 proti razveljavilo ali spremenilo 43 členov statuta. In to je dejansko potisnilo na ulice 1 milijon ljudi v 2 tednih. In potem so se te manifestacije nadaljevale in najprej z željo, da bi se nekako nadaljevala pogajanja za spremembo statuta, ampak potem, ko to ni bilo mogoče, očitno se je Katalonija odločila za neodvisnost. To je zelo na kratko zgodovina. Katalonija je narod, Katalonci so narod, Katalonija je bila država veliko pred Španijo, Katalonija je imela svoj statut in je bila država, sestavni del Aragonskega kraljestva v času, ko preostala Španija je bila še kalifat, ko se pravi pod arabsko zasedbo, in to ne en mesec, ampak 200 let ali 300 let. In vse do leta 1714, ko so jo v okviru španske nasledstvene vojne dejansko pustili na cedilu najprej Angleži, potem Avstrijci, in so jo Francozi in Španci skupaj premagali 1714, 11. september je padec Barcelone in to je še danes katalonski nacionalni praznik, državni praznik v Kataloniji. Katalonci, tako kot Srbi in še kakšen drugi narod, ima svoj državni praznik na dan nekega poraza in na dan neke zmage. Zdaj, ne bom podrobneje govoril o dogajanjih, bil je referendum. Na referendumu je španska policija zelo ostro posegla. Po referendumu je bilo nekaj katalonskih voditeljev aretiranih, drugi so se umaknili v tujino.
Vem, da je bilo veliko polemik o tem, da so se nekateri umaknili v tujino, ampak vedeti je treba nekaj, da v zadnjih stoletjih od vseh katalonskih voditeljev, vseh predsednikov katalonske vlade, ali je bila to samostojna država, ali je bila to del Španije, od vseh predsednikov samo dva nista bila nikoli ne v zaporu, ne v izgnanstvu, niti obtožena. In to sta dva, ki sta bila predsednika relativno kratek čas v začetku tega stoletja, socialista Montilla in Maragall. Vsi ostali so bili v izgnanstvu ali v zaporu, eden je bil celo ustreljen. Izgnanstvo je za njih nekaj normalnega. Katalonska zastava, tista z belo zvezdo na modrem polju, tista, ki jo vihrajo zdaj independentisti, je bila narejena na Kubi. Ker je bil predsednik Masija v 20 letih prejšnjega stoletja v izgnanstvu na Kubi in je kopija kubanske zastave. Če vi vzamete kubansko zastavo in katalonsko, boste ugotovili, da sta ti zastavi v bistvu enaki. Barve so drugačne. Katalonska zastava ima 4 črte, medtem ko kubanska jih ima 3, ampak stara katalonska zastava, tista še iz Aragonskega kraljestva, so bile 4 črte na rumenem polju in te 4 črte so predstavljale Katalonijo, Aragono, Valencijo in Baljarsko otočje. Danes oni to razlagajo, da te 4 črte so 4 province v Kataloniji, Barcelona, Lleida, Tarragona in Girona. V času državljanske vojne leta 1934 je bila razglašena samostojna država, trajala je 4 leta, 5 let. Takratni predsednik Luis Companys je pred Frankom, ki je zasedel Katalonijo z odločilno pomočjo nemških in italijanskih letal in tudi tankov, ampak predvsem letala, Mussolinijeve letala so 123krat bombardirala Barcelono, tega se ne ve, vsi vemo za Guernico, hvala Picassu, ampak za Barcelono vemo zelo malo. Takrat se je Luis Companys umaknil v izgnanstvo v Francijo. Franciji je dobil azil, ampak potem je Hitler zasedel Francijo in tega predsednika katalonske države vrnil Franku, ki je dal smrtiti v Barceloni. To je njihova zgodovina, to je znano, da je tako. Cela vrsta mojih katalonskih prijateljev je bila v izgnanstvu. Nekateri, Miquel Strubell, tisti človek, sociolingvist svetovnega slovesa, ki je postavil po koncu jezikovni model v Kataloniji po padcu Frankovega režima, je bil rojen v Oxfordu. Direktor diplokata te diplomatskega urada, ki ga je zdaj madridska vlada razpustila, Martir Struck, je bil rojen na Nizozemskem. Skratka, vsa katalonska inteligenca se je zatekla v tujino. In edini element, ki so ga imeli v Španiji, ki je še podpiral v tistem času, ki je še lahko podpiral v tistem času katalonsko gibanje, jezik, kulturo, je bil samostan Montserrat. Zakaj samostan Montserrat? Ker benediktinski samostan Montserrat je eden od 3 benediktinskih samostanov na svetu, ki niso odvisni od krajevne škofovske konference, torej se pravijo španske škofovske konference, ampak je direktno odvisen od Vatikana. Kajti španska škofovska konferenca je podprla Franka proti volji Vatikana, proti volji Pacellija, ki je bil takrat še državni tajnik v Vatikanu, preden je postal papež Pij XII. To je dokumentirano, to je tudi v moji knjigi nekje napisano, s podatki, z imeni in z datumi in tako naprej. Tako da
Jaz sem bil prvič leta v Barceloni leta 1971 in tam ni bilo besedice v katalonščini, ni bilo niti ene ure pouka katalonščine v šolah, ni bilo katalonskih knjig v knjigarnah, bila je samo ena skromna inštitucija v nekem podstrešju v centru mesta, katerim je napotil Boris Pahor, in tam bi bil en gospod Ramon Serra, ki mi je malo razložil stvari, jaz sem stal, on je sedel, zato ker tam notri je bil samo en stol, potem so bili še drugi stoli, ampak na vseh stolih so bili veliki kupi knjig. In to je bilo vse, kar je bilo katalonskega v Kataloniji. Tako da, to je en narod, ki ima svojo zgodovino, ki ima svojo tradicijo, ki ima svoj ponos in se pač odločil, da želi imeti neodvisnost. Kaj se dogaja zdaj? V tem trenutku je Kataloncem malo po sreči, ampak mislim, v veliki meri načrtovano uspelo nekaj, na kar so oni računali od vsega začetka, ampak nekako ni uspelo. Oni so računali od vsega začetka, da bo imeli neko mednarodno podporo. Dejansko te mednarodne podpore ni bilo. Evropska komisija je odločno podprla Rajoya, predsednika španske vlade. Kljub grobim napadom policije je bilo 840 ranjenih, nekaj težko ranjenih na dan referenduma, ljudi, ki so sedeli na ulicah pred volišči in so s tem, da so sedeli, hoteli preprečiti policiji, da bi zaplenila volilne skrinjice in policisti so šli grobo čez. Jaz imam tudi en metek še doma, ki sem ga takrat dvignil, so mi ga takrat dali Katalonci na enem od volišč. In takrat se je Evropa pač opredelila, da je to notranje vprašanje Španije. Potem so šli nekateri katalonski ministri v Belgijo in Španija je najprej poslala zaporni nalog, ampak ga je potem takoj umaknila, ko je ugotovila, da belgijsko sodstvo ne bo naklonjeno izročitvi. In potem se je ta stvar vlekla, nekaj ljudi bilo v zaporu, potem so jih spustili, potem so šli spet v zapor. Madrid je ves čas preprečeval, da bi izvolili predsednika katalonske vlade po volitvah, na katerih so 21. decembra zmagali independentisti. Najprej bil kandidat Puigdemont, potem je bil kandidat Sanchez, predsednik velike nevladne organizacije, Assembleja. Oni imajo dve veliki nevladne organizacije, ki imata Omnium, ima več kot 100.000 članov zdaj, Assembleja ima 70.000 članov in to so člani, ki plačujejo članarino teh društev, tako jih imenujemo, ne financira nihče iz javnih sredstev. Mislim, to so društva, ki so zbirale denar za kaucijo teh ljudi, da so lahko prišli iz zapora, so zbrali 600.000 evrov, da so lahko položili te kaucije. No, ta je bil v zaporu in potem so predlagali, da bi bil predsednik vlade Turull, človek Puigdemontove stranke, in dan preden bi ga izvolili za predsednika, so ga spet aretirali. Tako da Madrid je skušal te stvari ostro, do konca, vztrajno preprečiti, da bi Katalonci imeli novo vlado. Ampak zgodilo se je, da je šel Puigdemont na Finsko. In to je anekdota, ampak je resnična. In Puigdemont je šel na Finsko in ko je šel Puigdemont na Finsko, je madridsko sodstvo izkoristilo priložnost, da je izdalo zaporni nalog in ga poslalo po vseh evropskih državah. Zdaj, Finci so znani kot severni Italijani. Kaj? So bili vedno neutralni. Ja, oni niso imeli svojega Machiavellija, ampak imajo zelo podobno miselnost. In oni so ta zaporni nalog vljudno poslali nazaj v Madrid, češ da je v španščini in da ga morajo prevesti v angleščino. In seveda v Madridu so potrebovali nekaj ur, da so to prevedli v angleščino in poslali nazaj. In ko so poslali nazaj, so Finci rekli, da Puigdemona ni več tam.
In on je potem verjetno z ladjo šel na Švedsko in tam so ga prišli iskat z avtom. Vsi so vedeli, kot hodi, in Švedi so si lepo umili roke in ga niso našli. In Danci tudi so si umili roke in ga niso našli, Nemci pa, ker so Nemci, so ga našli in so ga aretirali in to je bilo 3 dni pred Veliko nočjo, tako da je moral on 4 dni ostati v zaporu, menda so zelo dobro ravnali z njim. In potem so ga izpustili na svobodo in zdaj je pod pogojem, da ne zapusti Nemčije. To je zelo pomembno, zato je njega so zatvrli v regiji Schleswig-Holstein, ki jo mi manjšinci dobro poznamo, ker je tam danska manjšina in zelo močna. In ker je sodišče v Schleswig-Holsteinu avtonomno, sem jaz domneval, da mu bojo rekli, da mora ostati v tisti regiji. Ne so rekli, mora ostati v Nemčiji. In on je to izkoristil, šel takoj v Berlin. In tam bojo zdaj razpravljali in preverjali, kako je s tem zapornim nalogom. O tem bom še nekaj povedal. Je pa na svobodi. V Belgiji so še 3 bivši ministri njegove vlade, za vse 3 je bil izdan zaporni nalog, vse 3 so zaslišali, tudi še danes, s tem, da so rekli, da pač bojo zahtevali novih pojasnil od Španije, potem bojo videli, vsi 3 so na svobodi. Ena od ministric Puigdemontove vlade, ki je bila z njim v Bruslju, se je medtem zaposlila, ker poučuje ekonomijo na Univerzi St. Andrews na Škotskem. In tudi tam po zapornem nalogu je zaslišal sodnik in rekel, da morajo pač preveriti, da zadeva ni tako enostavna, ona je ostala na svobodi, lahko mirno poučuje naprej in menda sodnik je določil datum 16. julij, ko naj bi sprejeli odločitve, prej gotovo ne. 2 dami, ki sta se zatekli v Švico, ki pa nista bili članici vlade, ampak ena je bila poslanka, druga tudi poslanka, ena je še poslanka, druga pa je bila samo v prejšnjem mandatu, ena od Esquerre republikane, to se pravi republikanske levice, druga od stranke KUP, ki je skrajna levica. Za ti 2 so tudi zahtevali zaporni nalog, poslali zaporni nalog, ampak švicarsko sodstvo je reklo, da oni za politične zločine ne izročajo nikogar. Če hočete eno dodatno anekdoto, v trenutku, ko sta se te 2 pojavili v Švici, je prišlo v Španiji do neke aretacije. Vi se spominjate, da je pred nekaj leti en bančni uradnik iz Švice dal v javnost sezname ljudi, ki so imeli bančne račune v Švici. In to je bil ves škandal v vsej Evropi, in vsi so lovili pač te ljudi in jih spraševali, kako je s tem denarjem. Na tem seznamu je bilo veliko španskih, od kraljeve družine dol. In zato tač uradnik, ki bi ga v Švici aretirali, se je zatekel v Španijo, kjer je mirno živel. In dan potem, ko so izdali zaporni nalog za ti 2 dami, ki sta v Švici, je španska policija aretirala tega človeka in so se takoj pojavile zahteve, naj bi zamenjali njega za ti 2 dami, ki sta v izgnanstvu. In Švicarje je jasno govorili, da Švica je pravna država, da o tem odloča sodstvo in da oni ne izmenjujejo ujetnikov in da ne izročajo političnih ujetnikov. In to je danes švicarski parlament ponovno potrdil. Kar zadeva Nemčijo, je vprašanje obtožnice. Vprašanje obtožnice je, da je šlo za upor z nasiljem. Dejansko pa ni šlo za upor z nasiljem, ker če je bil kdo nasiljen, je bila to samo španska policija, ne pa ljudje, ki so se upirali. V obtožnici, jaz sem jo bral, je zelo zanimiv dokument tudi za nepravnike, 80 strani obtožnice,
piše, da je katalonsko vodstvo vedelo, da Španija nasprotuje osamosvojitvi in da je zato, da so zato Katalonci vedeli, da bo prišlo do nasilja, če bojo oni ustrajali pri referendumu. In da je vodstvo Katalonije, katalonska vlada, kriva za nasilje, ki ga je izvajala policija na voliščih 1. oktobra. Mislim, povlečeno za lase do skrajnosti. In v Nemčiji so že odločili, da zato ne morajo izročiti Puigdemona. Da bi ga lahko izročili samo zaradi druge obtožbe, to je poraba javnih sredstev, neupravičena poraba javnih sredstev, malverzacija. Črta je porabil javna sredstva za izvedbo referenduma. Če bi se to zgodilo, bi v bistvu njega izročili Španiji, on ne bi mogel biti obsojen na zaporno kazen, mislim, da je največ 3 leta zapora, ampak je nekaznovan, tako da. Predvsem pa ga ne bi mogli držati v preiskovalnem zaporu in bi v Španiji obstajala, bi bil nekdo, ki ima iste obtožbe kot tisti, ki so v zaporu, ampak mu ne morejo soditi zaradi teh obtožb, ker ni bil izročen zaradi teh obtožb. Ampak problem je drug. Problem je, da je španska vlada, minister Méndez de Vigo, ki je finančni minister, izjavil, da ni bilo malverzacije, ker referenduma niso plačali z javnim denarjem. Nihče ne ve, kdo ga je plačal, ampak oni so natančno pregledali vse račune v Barceloni, katalonske vlade in nič denar za referendum ni šel iz blagajne katalonske vlade. Sodnik, to so današnje novice, sodnik se je temu uprl in je zahteval od vlade, naj še enkrat preveri. In danes je finančni minister potrdil, da niso bila porabljena javna sredstva za izvedbo referenduma. Skratka, to, kar se je zdaj zgodilo, to so vse podrobnosti, ki morda marsikomu zbežijo in pri tem ne vidi bistva, ampak bistvo je drugo. Da prvič, vprašanje je internacionalizirano. Ker zdaj se mora, hočeš, nočeš, s tem ukvarjati Nemčija, Belgija, Velika Britanija, Švica. Torej, vprašanje je internacionalizirano. In drugič, da prihaja znotraj španske vlade do velikih težav in tudi do velikih premikov. Kajti, bom rekel tako, na volitvah, ki so bile 21. decembra, je Partido Popular, ljudska stranka, Rahojeva stranka, dobila 4%. V Kataloniji. To bile katalonske volitve, ne? In to je vladna stranka, ki nima večine v parlamentu. In zdaj vas bom nekaj vprašal, a se vam zdi, da bi v Italiji lahko vladala Italiji stranka, ki bi imela v Lombardiji samo 4% glasov. Katalonija je več kot Lombardija. Katalonija ima 24% španskega BDP-ja. In to je prvi politični problem, s katerim se srečujejo v Madridu. Obstajajo še drugi problemi, da Španija še nima proračuna za letošnje finančno leto. Ker Rahojeva vlada nima absolutne večine v parlamentu in v prejšnjih letih je proračun odobrila s pomočjo baskovske stranke PNV. Nacionalna baskovska stranka, tista liberalna, ne tista ekstremna, ne, Bildu. Oni imajo 3 ali 4 poslance v parlamentu.
S tem, da so baski dobili nekaj denarja, vsako leto nekaj več, tako da so te svoje glasove prodali za nekaj. In leto so rekli, da oni tega ne naredijo, dokler v Kataloniji vlada ne odpravi 155. člena. To se pravi, da vlada ne odpravi tistega člena, aplikacije tistega člena ustave, ki je dejansko odstavil celotno katalonsko vlado, razpustil katalonski parlament in razpisal nove volitve. In Rajoy tega ne more narediti, ne more odpraviti 155. člena, ker 155. člen določa, da se to lahko naredi šele, ko se sestavi nova katalonska vlada. Ker pa Katalonci ustrajajo pri imenovanju tistih predsednikov vlade, ki so trenutno v zaporu ali v preiskavi in sodnik tem ne dovoli, da jih ne izpusti zapora, da pridejo na zasedanje parlamenta, ker je obvezna prisotnost predsednika, kandidata za predsednika na zasedanju parlamenta, zato enostavno katalonske vlade še ni. Kako se bo to rešilo, ne vem, nekako po moje se bo to rešilo, ker Puigdemont tudi pravi, da je treba pač poslati domov to špansko upravo in da morajo Katalonci prevzeti deželo spet v svoje roke. Ampak danes je to stanje, da imamo blokado v Španiji, da je veliko sporov med ministri in znotraj vlade in tudi veliko sporov med sodstvom in ministri in nekaterimi politiki, da je katalonsko gibanje tako močno, kot je bilo vedno ali morda še močnejše, in da je vprašanje internacionalizirano. In to je današnje stanje. Tako da na tvoje vprašanje, moj odgovor je bil malo dolg, Ivo, ampak na tvoje vprašanje bi rekel, da jaz sem zmerni optimist, kar se tiče. In da vidim 3 probleme, potem bova govorila o drugih temah, če želiš, ampak da vidim 3 probleme, ki so po moje probleme prihodnosti Katalonije. Prvi problem je problem sodstva, problem procesov, problem kazenskih zadev in tako naprej. Jaz mislim, da se bo to rešilo. Zato to terje svoj čas, ampak mislim, da ko pridejo te stvari na Evropsko sodišče za človekove pravice, bojo obtožbe in obsodbe padale druga za drugo. Ne morejo iti skozi te obtožbe nasilja za nekoga, ki ni bil nasiljen. Za nekoga, ki je trpel nasilje. To je, tako sem jaz povedal enkrat, moram reči, da so mi zelo zamirili in sem rekel, to je tako, kot da bi stavkali delavci Fiata, recimo, in da bi policija jih pretepala in da bi potem obtožili Camusovo, da je ona kriva, CGL je kriva za to, da je policija pretepala delavce. To je raven, kar se je tam dogajalo. Drugo vprašanje je politično. Jaz mislim, da slej ko prej se bo stanje v Španiji spremenilo. Jaz mislim, da je edina možnost, da Katalonija ne ustraja pri neodvisnosti, neka korenita reforma Španije, vključno morda z odpravo kraljevine, ker kralj se je zelo slabo obnašal in poleg tega kraljeva družina ima vrsto škandalov, korupcije in še marsičesa drugega. In vzpostavitev neke federacije, neke federalne države z veliko avtonomijo vseh regij. Mislim, da je enostavnejša rešitev, da bo Katalonija postala samostojna država. Ampak to vidim jaz kot politično prihodnost. In tretji problem, ki pa se mi zdi še najbolj resen, je, da je španski vladi uspelo vzpostaviti neko sovraštvo znotraj Katalonije. Prava beseda je sovraštvo. In da to se potem pozna na ulici, to se pozna na delovnih mestih,
In za premostiti ta sovraštva, to so potrebno običajno generacije. Mi smo doživljali to v Trstu, vi ste doživljali to v Gorici, po letu 45, tisti, ki ste starejši, se spomnite, da seveda, da ljudje pozabijo in da pride nova generacija in da se te stvari nekako odpravijo, to so generacijski procesi in to je tisto, kar je v tem trenutku najhujše. Hvala. Ostaja očitek nasprotnikov, da tudi na teh volitvah izsiljenih je sicer independentistična stran dobila večino izvoljenih, ampak ne pa tako večino, tudi v Sloveniji se sliši, ko smo šli mi na referendum, je bilo 90% za neodvisnost, Katalonci so 50-50. Kako odgovarjaš na to? Ker tudi, ko je bil referendum, sta bila nekako dva očitka. Prvič, da ni enega kvoruma zelo jasnega, da bi morali zapisati v pravila za referendum, dobro, gremo v neodvisnost, če dobimo 60, 70, 80%. In drugo vprašanje je tudi pa postopek, da je bil prehitro predviden ta postopek prehajanja v neodvisnost, pa v par dnevih, ne pa recimo kot v Sloveniji 6 mesecev ali več mesecev. Jaz mislim, da je bilo narejenih veliko napak. Predvsem mislim nekaj, da kolikor bi Rajoy poslušal Camerona, ki mu je predlagal, ko je bil Rajoy na obisku v Londonu, mu je predlagal škotski model. Izvedi referendum, obljubi, da boš spoštoval referendum in v zameno, če referendum ne gre skozi, da boš dal neke določene pravice, dodatne pravice. In s tem je Cameron zmagal na Škotskem. Potem je Cameron odstopil in teh pravic ni in zdaj Škoti so seveda jezni, ampak to se pač dogaja. Tako je. In Rajoy je rekel absolutno ne. Jaz sem prepričan, da bi takrat, pred 3 leti recimo, ko se je prišlo do tega predloga, da bi takrat na nekem poštenem referendumu večina se opredelila za to, da Katalonija ostane v Španiji. Ker je bilo to osamosvojitveno gibanje po sili razmer, ki pa niso bile tako grozljive, kot bi lahko govorili v nekaterih drugih primerih, ne vem, govorim pustimo Slovenijo, ampak govorim o Kurdih, to je prvi del govora. Drugi del, jaz mislim, da je katalonska vlada tukaj naredila veliko napak in da je bila najhujša napaka tista razglasitev samostojnosti 27. oktobra lanskega leta ob takem izidu referenduma. V trenutku, ko ti imaš referendum, ki je bil dejansko izničen s posegi policije, da po besedah katalonske vlade 600.000 ljudi ni imelo možnosti, da bi volilo, ne bi volili vsi za, ampak 600.000 ljudi je bilo prijavljenih na tistih voliščih, kjer je policija zaplenila skrinjice, kjer je onemogočila glasovanje in tako naprej. V takem trenutku ti ne moreš razglasiti neodvisnosti. Puigdemont se je tega zavedal in on je zahteval nove volitve. On je predlagal, da bi naredili nove volitve in da bi skupaj nastopale vse stranke za neodvisnost in predlagal že datum 20. december. Ko je prišla ta novica na dan, je Esquerra, levica, republikanska levica, tista, ki je bila zmeraj v zgodovini, ki je bila večinska stranka v takrat 30 letih predsednika Masjaja in predsednika Companisa, je v bistvu sprožila manifestacije. Formalno ne stranka, ampak vsi vemo, da so bili ljudje od stranke,
in da so prišli pred vladno palačo kričati Puigdemont izdajalec, strahopetec in tako naprej. In on je takrat popustil in razglasil neodvisnost. In to je bila tista kapljica, ki je omogočila tudi Madridu tako poseganje. Nove volitve, na katerih bi oni premočno zmagali, takrat bi premočno zmagali, ker ne bi bilo vse te kontrapropagande, enostavno Madrid ne bi imel časa in ne bi imel sredstev, ne bi bilo ljudi v zaporu, ne bi bilo strahovanja in bi katalonska vlada še vedno nadzorovala vse strukture in vse mehanizme v Kataloniji, medtem ko so z uveljavitvijo 155. člena te mehanizme nadzorovali ljudje iz Madrida, bi se potem stvari obrnile drugače. Tisto je bila ena od velikih napak, ki so naredili. Druga velika napaka, ki jaz povem, in jaz sem to jasno povedal že pred referendumom, Romevi, zunanjemu ministru, s katerim sva dobra prijatelja, tak je zdaj v zaporu, in sem mu rekel, da v Sloveniji so se pripravili, da so blokirali vojašnice, da so meje, letališče in tako naprej. Ne? In da če hočeš imeti ti državo, v trenutku, ko razglašiš državo, je pogoj, da nadzoruješ teritorijo. In to na dan pred referendumom, 30. septembra, po novinarski konferenci, sem šel k njemu, so se malo pogovorila in sem mu rekel, da nam se zadnje, vsa ta policija je bila v pristanišču na nekih ladjah, trajektih, ki so jih vzeli v najem, ki so jih plačevali 300.000 evrov na dan, menda, ogromno denarja. In dovolj je, da bi oni z 20 tovornjaki polnimi kamna zaprli dostop na Pomol. Ker vsi avtomobili so bili na Pomolu in policija se ne bi imela kam premakniti. Tega niso naredili. Oni niso hoteli narediti nič, kar bi bilo podobno nasilju. Toliko je res, da je Jordi Cuixart in Jordi Sánchez, predsednika obeh nevladnih organizacij, sta obtožena nasilja, zato ker sta 20. septembra, ko je policija prišla v notranje ministrstvo in ko so ljudje protestirali, sta stala na policijskih avtomobilih, ki so jih ljudje prelepili z laznimi nalepkami, tako da potem da je bila policija dejansko blokirana v teh prostorih. In ko je odvetnik ugovarjal, da zato, ker nekdo stoji na policijskem avtu, da to še ni nasilje, so moj državni tožilec očital, da v Franciji so obsodili na 7 let zapora nekoga, ki je zažgal policijski avto. Ampak pozabil je povedati, pozabil med narekovaji, da v tistem avtu je sedel policist, medtem ko so bili ti avtomobili prazni in parkirani pred vrati. Tako da nekaj napak je bilo narejenih, moje so se oni prenagljali z razglasitvijo samostojnosti. Očitno niso pričakovali tako ostrega posega Madrida, in predvsem so pričakovali neko mednarodno solidarnost, ki pa je ni bilo. Koliko avtonomije je zdaj Madrid odščitno, recimo Katalonije? Se čuti to tudi pri jeziku, pri kulturi in tako, ali samo na zunaj urade pač vodijo? Zaenkrat se ne čuti, zato ker 155. člen ne daje pravice Madridu, da spreminja zakonodajo. Ampak prišlo je že do poskusa spremembe šolskega sistema. Predvsem pa je prišlo do krčenja finančnih sredstev, ki so jih prejemale katalonske inštitucije. In tukaj je kar nekaj problemov. Da se razumemo, ko rečemo katalonske inštitucije, ne govorimo o kulturnih društvih in o pevskih zborih. Govorim recimo o raziskovalnem centru za medicino,
ki je svetovno znan uveljavljen, recimo oni imajo center za okulistiko, ki je eden najboljših na svetu in kjer se odvija raziskovalna dejavnost, oni so zmanjšali sredstva za vse te strukture. V bistvu so stisnili, kjer so lahko, da dokažejo, da brez Madrida nekakvih stvari ni mogoče. So poskušali spremeniti zakon o izobraževanju, zakon o šolstvu, ker v Kataloniji so vse šole, obvezne šole so vse v katalonščini. Ves pouk poteka v katalonščini. In nimajo šol, kjer pouk poteka v španščini. Ampak po splošnih pokazateljih izidov matur, ti ljudje, ki obvladajo, ki obiskujejo katalonske šole, na koncu obvladajo španščino v povprečju boljše kot tisti, ki so v preostalih delih Španije. Obvladajo, so samo v španskih šolah. To ni edini pojav. To je že leta pojav, ki je opazna recimo v Walesu. Otroci, ki obiskujejo valižanske šole, imajo v angleščini boljše rezultate od otrok, ki obiskujejo angleške šole. Oni so hoteli ta sistem spremeniti in to je že nekaj let gibanje v Kataloniji z zahtevo, da vkolikor je v razredu vsaj en otrok, za katerega starši zahtevajo pouk v španščini, mora pouk potekati v španščini. Torej, ne, da bi ločili ali kaj takega, ampak da bi v bistvu posplošili in uvedli pouk v španščini. To, kar se zdaj dogaja v Kataloniji, da je tako močno gibanje, to je tudi rezultat politike, ki jo je imela katalonska vlada v vseh teh letih. V dolga leta je bila na vladi Convergencia i Unió, zgodovinska stranka Convergencia, pravzaprav Unió je neko sodelovanje z krščansko-demokratsko stranko, katalonsko, zelo manjšinsko, ker so Katalonci liberalci po miselnosti, Katalonci so zmeraj trgovci in tam oni so imeli zmeraj močne liberalne in levičarske strukture, nikoli niso imeli močnih katoliških struktur, političnih, govorim. In v duhovščini je bila duhovščina vedno izrazito pro-katalonska, ampak škofje so bili španski. Tako da smo imeli primer, ki smo ga imeli tukaj, s Santinom in s temi našimi škofi, ki duhovniki so bili naši Slovenci, so župnišči učili slovenščino, škofje pa seveda so bili proti tem. Isti primer, ni bilo velika razlika. Tako da oni so želeli to spremeniti šolski sistem, so ga poskusili, so pripravili celo osnutek novih upisnih polj, ki so jih morali potem umakniti, ker jim zakon tega ne dovoljuje. Tako, površen opazovalec bi rekel, prej bi pričakovali od Baskov, da se odločijo za neodvisnost kot od Kataloncev. Kakšen je položaj Baskov? Njihov statut deželni je boljši, ne? Baski imajo neko veliko prednost, da so bili v času kraljevine Španije pred Frankom in pred tisto Špansko republiko v začetku 20. stoletja, sestavni del Španije, vendar so imeli neko večjo avtonomijo. Toliko je res, da so španski kralji, vsi do Juana Carlosa, Juan Carlos ne več, ampak vsi prejšnji španski kralji prisegali dvakrat v Madridu in v Guerniki, kjer je baskovski parlament. Zato tisto bombardiranje Guernike ni bilo naključno, ni bila naključno izbrana Guernica. Guernica ni veliko mesto, Guernica je malo večja vas, ampak je bila simbol baskovske neodvisnosti. Če bi hoteli Baske močno prizadeti, bi bombardirali Bilbao, bi bombardirali San Sebastian oziroma Donostjo, šli so bombardirati Guernico, ker je bilo tisto simbolno mesto baskovske avtonomije, stoletja stare baskovske avtonomije. Zato v trenutku, ko je padal
Frankov režim, so dobili Baski veliko večjo avtonomijo, predvsem na področju financ, kot so jo imeli Katalonci. Nekateri pravijo, da so Katalonci sami krivi, ker niso zahtevali, da so se bali. Možno tudi, veste, Katalonci so zelo skopi. Boste težko našli enega Katalonca, ki vam bo plačal kavo. Težko. So pa zelo korektni, mislim, tudi točni, vse stvari plačajo redno, ampak so pač tak narod. Zato je tudi mogoče res, da so oni upali takrat po padcu Franka, da bojo imeli nekaj več denarja, če ostanejo v sestavu Španije. Je pa gotovo res, da so Baski to avtonomijo dobili na osnovi svoje zgodovine in da jim je to omogočilo, da se močno razvijajo, tako da je baskovska dežela zdaj zelo, zelo razvita. Je treba še nekaj povedati, da so Katalonci dejansko postali zelo homogen in enoten narod v zadnjih letih. Po letu 2010, po tem, kar se je zgodilo z njihovim statutom. Medtem, ko so bili Baski vedno bolj strnjeni in bolj organizirani. Obstajajo neki primeri, recimo vodenja gospodarstva pri Baskih, točno se ne spomnim kraja, čudno baskovsko ime ima, to je ena velika občina, kjer imajo celo vrsto industrijskih podjetij in celo vrsto drugih podjetij, nekatere so po vsej Španiji razvite trgovske mreže, ki delujejo kot zadruga. In delujejo kot zadruga in voditelji teh podjetij se volijo in nihče ne sme ostati več kot eno določeno obdobje v vodstvu teh podjetij in imajo točno določeno razmerje plač, tako da najvišja razlika je 1:11. S tem, da to je en velik holding, ki ima 3 banke, ki ima tovarne in vse skupaj. Generalni direktor tega holdinga lahko ima največ 11-krat višjo plačo od zadnje čistilke, ki je v zadnjem podjetju tega holdinga. In to je zelo, zelo strogo določeno in v trenutku, ko je bilo treba krčiti stroške leta 2007-2008 krizi, jaz sem bil tam leta 2000, mislim, da sem bil tam decembra 2008 ali januarja 2009, takrat. So oni izvedli referendum vseh svojih 25-30 tisoč zaposlenih, če se odpovejo 13. plači ali ne, in referendum ljudje so se odpovedali 13. plači, zato da v tistem trenutku sanirajo, da ostanejo vsi službi, da sanirajo svoje podjetje. Tako da je en sistem, ki ga imajo Baski, solidarnost med Baski je še večja in je tudi zgodovinsko večja od Kataloncev. Samo Baski imajo drug problem. Baski so razdeljeni med baskovsko deželo, ki so 3 province, Gipuzkoa, Álava in Álava, Gipuzkoa in Biskaja, in med Navarro, kjer so pa v veliki manjšini, kjer je večina prebivalcev španska in oni, če bi zahtevali neodvisnost, bi želeli tudi Navarro zraven, s glavnim mestom Pamplono, in tak referendum gotovo ne bi uspel. Mislim, oni so številčno šibkejši od Kataloncev. Mimo tega, da so razdeljeni tudi na francoski del, ne? Tudi Katalonci so razdeljeni na francoski del. In imamo tudi eno izmed 12 zaščitenih manjšin v Italiji, Alghero, ki je bil znan po tem, da je glavni aktivist bil špiker gor na
na kontrolnem stolpu na letališču, in je opozoril vso mednarodno javnost, da je začel na lepem katalonščini. Katalonsko in sardinsko. Katalonsko in sardinsko, to je bilo že dolga leta nazaj. Zanimivo je, da Alguero ima prapor, občina Alguero ima prapor, na katerem piše Fidelissima Ciudad del Alguer. In ta Fidelissima ni Fidelissima, ne vem, Italija, Sardini, to je Fidelissima Aragonskemu kraljestvu. Tako da... Če prejdemo na... In to so pustili, mislim. Italija temu ni ugovarjala in to je še zdaj tako in župan Alguera je bil pred kratkim spet v Kataloniji, možda ste že kaj brali, tudi sem nekaj pisal. Odnos Slovenci in Katalonci, mislim, da v manjšini je neka naravna simpatija oziroma solidarnost. Preseneča malo odnos v matični domovini. Nekje zgleda, kot da je na čelu zagovornikov katalonske neodvisnosti ali vsaj katalonskih pravic Milan Kučan, ki je bil sicer med osamosvojitelji, pa ne začetnik osamosvojitvenega procesa. Pomladniki se v glavnem držijo nazaj. Pa tudi, ko je bil zdaj Puigdemont v zaporu, je šel obiskat Weigel, ne pa ostali evropski poslanci. Kako je mogoče, da v Sloveniji marsikoga slišiš, ki močno nasprotuje, čeprav smo imeli Slovenci to izkušnjo osamosvojitvenega procesa, vojne in tako dalje, ampak marsikdaj rečemo, kaj hočejo ti Katalonci. Lahko povem eno anekdoto. Ko sem bil v Izraelu leta, ne vem, da je bilo to leta 2000 nekaj, takrat je po padcu Sovjetske zveze je prišel v Izrael približno, ki je imel 4 milijone prebivalcev, se je v Izrael priselilo približno 1 milijon ruskih judov. In potem, in takrat sem bil v eni delegaciji deželni, kot novinar in smo bili tudi z enim gospodjo zunanjega ministrstva. In ta gospod zunanjega ministrstva je sedel nasproti mene na kosilu in mi povedal, da je približno tako, da ko pridejo priseljenci, po enem letu jih vprašaš, kako se počutijo in pravijo, ja, odlično se počutim, vse zelo lepo, imam službo, imam tudi stanovanje, otroci hodijo v šolo, ampak za vseeno za priseljence je slabo urejeno. Potem, ko ga vprašaš po 2 letih, ti bo povedal isto, ne? Ja, pravi, s priseljenci imamo še vedno veliko težav, za nas ni dovolj dobro urejeno, imamo sicer službo, imamo stanovanje, se dobro počutimo. In potem po 2 letih oni so dobili naturalizacijo, državljanstvo. In ko istega človeka 3. leto vprašaš, kako je, ti bo odgovoril, ja, dobro, ne, imam službo, imamo stanovanje, smo državljani, vse prav je vse države, samo preveč priseljencev je tukaj, ne. Mislim, da je v Sloveniji neka taka, nek tak občutek, ne. Dejstvo je, da od slovenskih politikov, ki so se opredelili zelo jasno do Katalonije, je poleg Kučana, ne smemo pozabiti, Rupla. Rupel ima neke težave družinske in zato je malo v ozadju, ampak Dimitrij Rupel je bil tukaj vodja mednarodne opazovalne skupine na referendumu. Weigel, katerega jaz osebno cenim, ga dobro poznam, Weigel je bil dopisnik RTV v Trstu dolga leta. Je pa res, da njegova zavzetost za Katalonijo je nastala, se je rodila iz velikega osebnega prijateljstva z Raulom Romero, s katalonskim zunanjim ministrom, s katerim sta bila skupaj v isti skupini v Evropskem parlamentu v prvem mandatu, ko je bil Weigel evropski poslanec. Potem je Šoltes se nekajkrat oglasil, Peterle se je nekajkrat oglasil in to je to.
Jaz mislim, da je, zdaj bom zelo jasno povedal, da je sramota za Slovenijo, da se... Sem pozabil še predsednika parlamenta Brgleza. Brglez je bil zelo jasen v svojih stališčih od vsega začetka in Brglez je tudi dosegel, da je odbor za mednarodne odnose sprejel neko resolucijo, v kateri so vsaj obsodili nasilje. To je bilo vsaj en korak naprej. Vsi ostali so, ne vem, zdaj jaz razumem, da nekje je Cerar sestavni del establishmenta in da je odvisen od Bruslja. Razumem, da je Janša in da je SDS stranka, ki je v Evropski ljudski stranki, ki podpira Rahoja zaenkrat. Ampak jaz mislim, da bi Slovenija se lahko izpostavila. Jaz moram reči tudi, da razumem Estonijo in Latvijo. Estonija in Latvija, kjer je tudi splošno mnenje odločno na strani Katalonije, kot si upam trditi v Sloveniji, nista zavzeli stališča v korist Katalonije. Ampak v Latviji in Estoniji je 1000 španskih vojakov, ki varujejo ti državi pred namišljenim ruskim napadom, ki ga seveda ne bo, ampak vemo, da je tako. In Španija je zagrozila, da bo svoje vojake odpoklicala. Slovenija Španijo nima kaj izgubiti in jaz bom še nekaj povedal, kar ni znano, ampak je zelo važno. V trenutku, ko je treba priznati Kosovo in ko je Slovenija predsedovala Evropski uniji in je prišlo do dogovora velikih evropskih držav, Francije, Italije, Velike Britanije in Nemčije, na sestanku, ki je bil na Brdu pri Kranju. Jaz sem bil takrat z Ruplom in sem bil zraven na tem sestanku. In bili so D'Alema, Miliband, Steinmeier in Kušner in Solana, ki je bil takrat visoki predstavnik Evropske unije za mednarodne odnose, je bil sprejet sklep, da bo pač Evropska unija priznala Kosovo. In to ni bila, kot so nekateri mislili, neko darilo Kosovo. To je bil en nujen korak za to, da se stabilizira Balkan. Kajti naslednji korak, en mesec kasneje, ki takrat seveda ni bil napovedan, ampak naslednji korak je bil pridruženo članstvo Srbije Evropski uniji. Dokler Srbija ni bila ločena od Kosova, se to ni moglo zgoditi. In Evropska unija je imela ves interes in Združene države so imeli tudi ves interes, da se Srbijo pritegne na evropsko stran in jo nekako odmakne od ruskega vpliva. In to so bili takrat veliki politični koraki. Takrat Španija ni pokazala solidarnosti do slovenskega predsedstva in do drugih članic Evropske unije in Španija je bila edina zahodnoevropska država, ki ni priznala Kosova. V novih članicah Evropske unije je bilo tudi nekaj takih, ampak to so bile Grčija, seveda Grčija, Cipr, Bolgarija, Romunija, to se pravi pravoslavne države, ki so imele neke, kako rečem, moralne stike s Srbijo in zato dejansko niso priznale Kosova in so se malo potuhnile, tudi Slovaška se je pridružila in Španija pa brez nobenega razloga. Bom povedal več. Španski vladi je bilo ponujeno, ker je bila takrat pred volitvami, je bilo ponujeno, da se odločitev kosovskega parlamenta, da razglasi neodvisnost, odloži za čas po španskih volitvah, če Španija zagotovi, da v zameno prizna Kosovo. Ampak takrat španska vlada je rekla ne. Tako da Slovenija nima absolutno nobene moralne obveznosti, mednarodna trgovina, mednarodna izmenjava Španijo je
v Sloveniji marginalna. Španskih turistov je v Sloveniji komaj za pol odstotka nekaj tacga. Slovenci pač hodijo v Španijo, ampak to je njihov problem. In jaz mislim, da tukaj ni nobenega razloga, da se Slovenija na tak način obnaša do Kataloncev. Na vse zadnje, ne na zadnje, ne smemo pozabiti, da je v času, in to je v moji knjigi tudi napisano, opisano, to je Kučan opisal v svojem predgovoru, da sta v času, ko se je Slovenija osamosvajala, šla Rupel in Kučan v Katalonijo in sta tam imela popolno podporo s strani Pujola, ki je bil takratni predsednik katalonske vlade. S besedami, to je vlak, ki pripelje mimo samo enkrat, mi smo ga zamudili, če obstaja ta možnost, dajte jo zagrabiti. Omenjeno je bilo stališče ali ne stališče Evrope, Evropske zveze, komisije zlasti in podobno. In tukaj se odpira sploh vprašanje odnosa Evropske zveze do manjšin, do varstva manjšin, do manjšinskih pravic in podobno. In smo s tem že pri tem našem paketu manjšinskih pravic, za katerega so se zbirali podpisi. Bi samo spomnil, da je tudi Bojan sodeloval, mi smo v Trstu izdali že sredi lanskega leta, ne posebno, ampak številka v Mladikah, ki je posvetila veliko pozornost temu, je Brezigar govoril o tem zbiranju podpisov, Zdravko Insko, Nastja Slavec in tako dalje, torej nekaj zdaj nekateri pravijo, da kdo je začel, mislim, začeli so zagovorniki samostojnega političnega nastopanja manjšin, ki so tudi bili povezani z Fuensom, ki je začetnik tega. Ampak zakaj je bil potreben sploh zakaj je bila potrebna ta državljanska pobuda? Evropska zveza, vemo, ko si bil ti predsednik Evropskega urada za manj razširjene jezike, ki je nastal na podlagi, če se spominjate, še resolucije RFE, prve, druge, potem neka sredstva je Evropa začela namenjati temu, promociji, nastale so neke strukture, Mercator za medije, za vzgojo, za zakonodajo in tako dalje. In je izgledalo, da Evropa nekako podpira to. Potem pa je prišlo nekako do neke blokade in celo črtanja teh postavk v bilanci Evropske zveze, zaprtja tega urada, in zlasti nove članice so začele bremzati. Poleg tega, da so nekatere stare članice od Francije zelo kulturne, do Grčije in tako dalje. Ampak tudi nove, čeprav imajo manjšine, so se nekako ustrašili tega. Zakaj torej je bilo potrebno zbirati te podpise? Mi moramo začeti v začetku 90-ih let. In v začetku 90-ih let, ko je padel Berlinski zid, je obstajala velika bojazen, kaj se lahko zgodi. In takrat so se zahodnoevropske države resnično bale, da bo prišlo v Evropi do večjih katastrof. Zgodila se je katastrofa, žal, na Balkanu, v nekdanji Jugoslaviji, predvsem Bosni in Hercegovini, delno na Hrvaškem, Kosovo, ampak drugih hujših zapletov, hvala Bogu, ni bilo. Ampak strah je obstajal. In zato je, potem, ko so papirji ležali desetletja v predalih, kar naenkrat mednarodna javnost ugotovila, da obstajajo manjšine, da je treba nekaj narediti za manjšine. Če hočemo biti zelo schematični in zelo nakratki. V letih od leta 1990 do leta 1995 so Združeni narodi sprejeli prvo mednarodno konvencijo o manjšinah. Je Svet Evrope sprejel dve konvenciji o manjšinah. Okvirno konvencijo za zaščito narodnih manjšin in Evropsko listino za manjšinske regionalne jezike. Katerih Italija še ni uspela ratificirati. Listina Italija še ni uspela ratificirati. In Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi je
v svojem kopenhagenskem dokumentu o človeških virih leta 1990-91, med drugim na predlog Demikelisa, če se prav spominjam, sprejela, vključila v ta dokument 10 členov, ki zadevajo manjšine. In na osnovi tega dokumenta ustanovila urad posebnega visokega komisarja za manjšine. Evropski parlament je sprejel vrsto določil in bilo je tisto obdobje 90-95, ko se je politika do manjšin popolnoma spremenila v pravo smer, v pozitivno smer. In če mi pogledamo zakonodajo od začetka 90-ih let do leta 2002-2003 v starih članicah Evropske unije, bomo ugotovili, da povsod, prav povsod, razen v Grčiji, so bili sprejeti novi zakoni, so bile dodane pravice manjšinam, so bile potrjene nekatere prejšnje pravice z višjo ravnjo, mislim na Finsko recimo, ne, na Švedskem, Švedska, ki je bila znana kot zelo demokratična država, do leta 1994 je imela samo eno določilo, ki v zvezi z manjšinami, in skrb za manjšine je bila prepuščena Ministrstvu za kmetijstvo. Ker edina manjšinska pravica, ki je obstajala na Švedskem do leta 1994, je bila pravica Laponcev, Samijev, za vzrejo severnih jelenov. Nihče drug ni smel na Švedskem vzrejati severnih jelenov, če ni pripadal tej skupnosti. In to je bila edina manjšinska pravica, dajmo se zavedati, kakšne so bile spremembe, kakšno je bilo stanje in kako velike so bile spremembe. Da ne govorimo o Italiji. Zakon 482, naš manjšinski zakon, drugi, ki so bili sprejeti za Južno-Tirolsko, za Ladince in za dolino Osto v teh letih. In takrat je bilo tudi, leto 2001 je bilo razglašeno za mednarodno leto jezikov in takrat so manjšinci ogromno naredili, mislim, da je bilo 80% ali 85% vseh manifestacij, ki so se dogajale v Evropi v okviru Evropskega leta jezikov, je pripadalo manjšinam. Čeprav je bilo to Evropsko leto jezikov, vseh jezikov, od kitajščine naprej. Tako da, in na osnovi tega Evropskega leta jezikov je bil leta 2002, 14. februarja 2002 sprejet edini sklep, ki ga ima Evropska, ki ga je sprejela doslej, ki je sprejel Evropski svet, torej svet ministrov Evropske unije, ne svet Evrope, in ki govori, ki pravi dobesedno, da vsi jeziki, vsi evropski jeziki so enakovredni z kulturnega vidika, enakovredni po vrednotah in dostojanstvu. Equal value and dignity. In to je dokument, ki obstaja. Potem je bila sprejeta listina, oziroma takrat je bila sprejeta listina, mislim, 2001, v Nici listina o temeljnih pravicah Evropske unije, ki govori o enakosti jezikov, ki govori o priznavanju in prepovedi diskriminacije glede na jezik. In potem je bila sprejeta Evropska ustava, ki seveda zaradi referenduma v Franciji na Nizozemske ni bila potrjena, ampak tista besedila so ostala v Evropski pogodbi in ta Evropska ustava vsebuje prvič omembo besede manjšine, kompromis, ki sta ga takrat sprejela na vrhu, evropskem vrhu v Neaplju, Antonione in Rupel, potem, ko je Madžarska postavila visoke zahteve in seveda zaradi tega je bilo sporen in so bili na tem, da ne bo nič, ampak so v neki medklic o temeljnih vrednotah, temeljnih pravicah, človekovih pravicah, ki so temelj Evropske unije, dodali še vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Potem je
bil sprejet še en člen, ki govori o jezikih in o evropski skupni kulturni dediščini, in potem je bilo odpravljeno neko določilo, ki je prej onemogočalo poseganje Evropske unije na področju zaščite manjšin, in tisto določilo, ki je v bistvu zahtevalo, da se o morebitnih ukrepih doseže soglasje med vsemi članicami, in Grčija je bila vedno proti, tako da tega soglasja ni bilo. In to je šlo, iz soglasja je prešlo na večinsko odločanje, in to je zasluga Lojzeta Peterleta. On je bil takrat podpredsednik konvencije in mislim, mi smo mu to obrazložili, smo mu to pripravili, in on je dejansko to dosegel, ker tudi temu podpredsedniku konvencije, ki je zastopal bodoče članice, je bilo treba pač nekaj dati. Ne? Tako da, in to je bilo do leta 2004. Potem je bila širitev in v trenutku širitve se je vse zalomilo. Zakaj? Ker od vseh novih držav, razen Malte, ki nima manjšin, sta bili samo Slovenija in Madžarska naklonjeni manjšinam. Vse druge države so proti in še nasprotujejo, tako kar se dogaja na Slovaškem, kar se dogaja v Romuniji, kar se dogaja v Bolgariji, v baltskih državah v odnosu do Rusov, na Poljskem, na Češkem. To so stvari, ki so nekulturne, ki dejansko segajo nazaj kakšno stoletje. Če smo imeli prej od 15 članic, 13 naklonjenih manjšinam, Grčija proti in Francija tiha, ker Francija dovolj, da se mene ne dotakneš, ampak vi lahko delate, kar hočete, smo potem kar naenkrat dobili 10 držav, ki so nasprotovali ukrepom manjšin. Tako je bil ukinjena postavka v proračunu za manjšine. Ukinjeno je bilo mesto komisarja za večjezičnost in skratka Evropska unija se z manjšinami ni ukvarjala več. V trenutku, ko je bila stopila v veljavo Lizbonska pogodba in ko se je bilo omogočeno, da milijon državljanov Evropske unije pod nekaterimi pogoji zahteva neke stvari od Evropske komisije, je bila sprožena pobuda za Minority Safe Pack. Pobuda je bila sprožena pred nekaj leti, mislim 3-4 leta, 2013, na Južnem Tirolskem, na kongresu Fuena. In takrat zagovorniki pobude so bili, oziroma glavni pobudniki so bili Južni Tirolci in predvsem Madžari s svojimi močnimi manjšinami. In takrat, jaz sem bil zraven, ko se je to dogajalo, sem govoril z ljudmi in sem rekel, da se mi zdi zelo težko, da bo zbrati milijon podpisov, ampak takrat so Madžari zagotovili, da oni lahko zberejo na Madžarskem, na Slovaškem in v Romuniji približno pol milijona podpisov. In to je bila tista osnova, na kateri so potem zgradili ta Safe Pack. Vmes je prišlo do enega zapleta. Komisija je pobudo zavrnila. Zavrnila možnost zbiranja podpisov. Češ, da to ni pobuda, ki sodi v pristojnost Evropske komisije, tako da so se pobudniki pritožili na Evropsko sodišče, ne za človekove pravice, na sodišče Evropske unije, in po 3 letih ali po 4 letih dobili tožbo in komisija je potem morala dovoliti zbiranje podpisov. Tako da zdaj smo na točki, ko mora komisija na tistih 10 točk, ki so bile postavljene, odgovoriti s konkretnimi predlogi v smislu, da izboljša status manjšin.
lahko tudi zavrne vse, če hoče, ne? Ne sme, ne more. Teoretično, ona mora vzeti upoštev, ne? Ne, ona mora pripraviti predloge in jih poslati Evropskemu svetu in Evropskemu parlamentu. Evropski parlament lahko te predloge potem spremeni, ampak do zdaj Evropski parlament o tem ni smel razpravljati, češ da to ne sodi v njegovo pristojnost. Zato vse resolucije, ki jih je sprejel Evropski parlament do zdaj, vse dokumenti, so pač na papirju, so pač lepe resolucije, ampak učinkov, pravih učinkov ni. In kaj imamo, kakšen primer uspešne take državljanske pobude? No, imamo 3 ali 4 so bile uspešne, 4 so bili zbrani podpisi. Tista, ki je primer uspešne državljanske pobude, je pitna voda. Države so morale celo spremeniti potem svoje ustave zaradi pitne vode. Mislim, da je bila to prva pobuda, ki je uspela in da se zagotovi državljanom pitno vodo in da se ne privatizira vodovodov v Evropi. To je uspešno. Torej, mi smo se vsi veselili, pač, da je uspelo na evropski ravni, na slovenski ravni, ker je dolgo kazalo slabo, ne, da malo podpisov v Sloveniji, ampak tudi na italijanski ravni. Zdaj nekateri prisotni ste bili v Bosni, večkrat tudi, in je razveseljivo, da so južni Tirolci nekako prevzeli tisto mesto, ki jim kot vodilna manjšina v Italiji pripada, kajti dolga leta so se držali precej zase, ne? Tokrat pa se mi zdi, da so... Poslanec Alfreider, ki je podpredsednik FUN-a, ki je južni Tirolc, sicer on pripada ladinski skupnosti, on se je zavzel za te stvari in on je vodil v bistvu kampanjo na južnem Tirolskem, tako da oni so se angažirali. Mislim, da tudi mi smo se kolikor toliko angažirali in da že dolgo med Slovenci za neko pobudo ni bilo toliko zanimanja, kot je bilo za to pobudo. Mene je presenetilo dejstvo, da je Slovenija presegla tisti prak in še bolj me je presenetilo dejstvo, da je Italija presegla tisti prak. Ko smo pred letom dni govorili s predsednikom Zveze FUN, z Lorantom Vinčejem, o tem, on mi je nakazal države, kjer naj bi presegli ta prak, seveda Slovaško, Madžarsko in Romunijo, in potem z velikim vprašanjem nekatere države, pa na tem seznamu Italije ni bilo, ker sam Alfreider mi je rekel, da bomo Italiji, da je on zagotovil, da bi v Italiji lahko zbrali 30.000 podpisov in to je bila tista baza, na kateri so oni računali, da pridemo na milijona. Dejansko je Italija zbrala dosti več. Dobro, mislim, da kot uvod. Ampak seveda imate možnost, da posežete, zlasti tisti, ki ste se v prvi osebi angažirali tudi s tem zbiranjem podpisov, pa ste mi stiki z drugimi manjšinami, kakšen vtis ste odnesli, recimo v Bosnu, v stiku z drugimi. Ja, mislim, da prvi vtis je bil ena velikega sodelovanja med manjšinami. Čeprav se ni videlo konkretno, ampak dejstvo, da se je zbiralo podpise po celi Evropi, je ustvarilo eno tako občutek enega skupnega cilja in dejstvo, da se je tudi doseglo ta cilj je, da so manjšine postale politični subjekti v Evropi. Ker če manjšine smo uspeli, da zdaj bo Evropska skupnost morala nekaj konkretno ukreniti, se mi zdi, da to je en tak zgodovinski premik. Upamo, da bo to šlo potem v eno nadgrajevanje še tega koraka. V Bosnu v ponedeljek, ko smo bila gor z Valterjem, so ti predstavniki južnotirolcev povedali, da je to pač prvi korak, da je to šele začetek. Ja, tam se je pač pokazalo, da ta velika organiziranost južnih Tirolcev, ki so
ko so mi povedali, recimo ena gospa mi je povedala, da so oni izkoristili tudi turistični faktor, ker so vabili turiste, ki so prihajali v njihove hotele, da so tudi podpisovali te pole. In seveda, kdor prihaja dol stalno in je stalna stranka nekega hotela, neke koče, tam gotovo, da rad podpiše, čeprav mogoče ne ve niti zakaj gre. Ampak to so izkoristili. Mislim, da je bila tudi tako, bil je tudi predstavnik te pokrajine Tridentinske, ki je tudi povedal, žal niso uspeli priti predstavniki Furlanov, tako da nimam podatka, koliko podpisov bi izbrali Furlani. Pri njih tudi se malo pozna, da niso tako povezani med sabo, tako da zdaj ne vem, jaz imam vtis, da je podpise konkretno pobirala samo, mislim, največ, da je pobirala ta Arlef. So se pridružile tudi druge skupine, ampak potem na koncu ne vem konkretno, koliko podpisov so zbrali. Veliko pomoč je bila ta, da je bilo mogoče podpisovati preko spleta. Zelo dobra, tudi zato, ker se je v enem določenem trenutku sem opazil, da je bilo malo polemik, ker ti modeli papirnati so ustvarjene probleme, zato ker so imele razne države različne zahteve za zbiranje podpisov. Recimo, mi smo mogli preč proč kar nekaj podpisov, ki smo jih zbrali, ki so podpisali slovenski državljani, zato ker recimo na tistih modelih, ki si jih dobil na spletni strani Minority Safe Packa, ni bilo EMŠO-ta, medtem ko Slovenija zahteva EMŠO. In potem to so nam povedali, ko smo jih poslali gor, smo jih skenirali, smo jih poslali gor, so rekli, da so v bistvu niso uporabne. Tako, jaz bi rekel, da vsekakor se je to sodelovanje med manjšinami utrdilo in upamo, da se bo to nadaljevalo. Me pa, tako me zanima tudi, je zanimivo dejstvo, da recimo v trenutku, ko je Mađari so zbrali skoraj polovico podpisov, če ne še kakšnega več. Orban je zmagal volitve prepričljivo, navzven je pokazan kot en taki skrajnež in tako, ampak v madžarski manjšine so izredno dobro zaščitene in tudi Slovenci imamo tam svojega predstavnika v parlamentu, to gospo Eriko Kiš-Kolnež, ki sicer nima volilne pravice v parlamentu, ampak je zagovornica in ima svoje mesto, lahko zelo dobro vpliva na to stvar. Tako se mi zdi, tudi mene je to zanimivo. Tako. Hvala. Ima še kdo? Kaj da bi, prosim. Jaz bi omenil to, kaj mislite glede na to, da glede tega, kar je pred meseci omenil tale Juncker, da on ne bi rad videl čez par let Evropo 90-ih ali kitajska držav. Predvsem pa izjavo Macrona izpred par dni, ko je rekel, da ga skrbi ta avtoritarnost določenih držav, najbolj še mesto med drugimi tudi Orbana. Med drugim, videl sem kakšen njegov podpornik. Samo, odkar je on, sem videl celo, kar sem bil na uporabil, za razliko od prej, sem videl v Monoštru, tam je tudi Monoštr. Sploh pa to reče en Francos, kjer, popravite me, če se motim, manjšine nimajo skoraj nobene besede. Ja, prej sem rekel, da informiram zadnjih 2 urah. ETA je napovedala, da se formalno razpusti prvi teden v maju. Oni so položili orožje lansko leto, aprila, in zdaj bojo uradno razpustili svojo organizacijo. Seveda ne bojo tega naredili v Španiji, bojo naredili to v Franciji, ker v Španiji oni ne smejo obstajati. In so na televiziji, bili danes na baskovski televiziji, 3 seveda s kapucami, tako da se ne vidi obrazov, ki so na... Nisem govoril o Baskih. Ne, saj, ne, jaz povem to. To je zadnja novica. Zadnjo novico povem. Orban. Jaz bom povedal tako, mislim, da sem
to že nekajkrat povedal in mislim, malo je manjkalo, da so me obsovali. Treba se zavedati, pri vsaki državi se je treba zavedati stanje, ki obstaja v tisti državi. Katera je druga stranka na Madžarskem? Druga stranka na Madžarskem je Jobbik. Ni levica, ni neka drugačna demokratična alternativa Orban. Orban je moral zajeziti beg glasov na desno, kot se to čudno sliši. Ampak Jobbik je nacistična stranka, je temeljina na tem, kar so bili nekateri Madžari oziroma veliko število Madžarov v času Hitlerjeve okupacije oziroma ne okupacije, ker oni so imeli svojo državo formalno, povezano s Hitlerjem, protijudovska in on je moral nekje svojo kampanjo in svojo politiko usmeriti tako, da zajezi beg glasov na desno. Meni Orban ni pri srcu, njegova politika, še zlasti, kar zadeva begunce s tistom postavljanje ograje na mejo, je bila tako, bi rekel, precej nepriljubljena, po moji oceni zgrešena. V zadnje tja niso prihajali ljudje iz drugih držav, so prihajali ljudje glavno iz Sirije, so pravi bogi reveži, ki so ostali brez strehe nad glavo, tudi nekateri brez družine, tako da zdelo se mu se skupaj nečloveško, ampak vendar v sedanjem stanju mislim, da je dosti boljše imeti v Evropi Orbana, ki je, kakorkoli vzamemo, sestavni del Evropske ljudske stranke, establishmenta, in ne Jobbika, ki bi se povezal z Le Penovo in z Salvinijem in ne vem še s kom. Načete sem že stavno izrazil. Hotel sem reči to, da je Macron očital oziroma se bil zaskrbljen nad temi avtoritarnimi, potem ko je ravno Francija svojim manjšinam ne daje pravic. No, Macron je odprl nekatere stvari v zvezi s Korziko, zdaj, ko so zmagali avtonomisti na Korziki na zadnjih volitvah in bil je en zanimiv komentar, en zelo zanimiv komentar, ne vem, v katerem, bral sem ga v enem od velikih medijev evropskih, da ko je bil Macron na Korziki, je svojo jakobinsko državo spremenil v smeri žirondistov. Žirondisti so bili tisti, ker oni niso bili v glavnem iz Pariza, ampak so bili, njihova baza je bila v Bordeauxu, Marseillu in v drugih mestih, so bili tisti za regionalizacijo Francije. Tako da jaz ne vem, nisem še razumel, kaj točno počenje Macron in kam on gre. Ampak bom pa nekaj povedal, da manjšine v Franciji niso zaščitene, ampak so zaščitene v smislu, da imajo svoje šole, ki jih država plačuje učitelje za baskovske, katalonske, okcitanske, bretonske šole in nemške šole v Alsaciji, ki jim ne pravi nemške, ampak pravi, to je la langue régionale d'Alsace, ker pač oni tam imajo neke, recimo, zgodovinske težave še glede odnosa z Nemci. In minister za, takrat, enkrat, ko sem bil jaz v Alsaciji, deželni minister za kulturo se je imenoval Vogel. Oni niso spreminjali ime, če greste v Strasbourg, vsa imena so nemška, izgovarjali so francosko, ampak pišejo se po nemško. In jaz sem prišel k temu gospodu in sem rekel, bonjour, monsieur Vogel, in ta je korak nazaj in jezno mi je rekel, je m'appelle Vogel. Ker on je bil Vogel, imena si ni spremenil, ampak izgovarjalo se ime v francoščini. Imajo pač ta odnos do regionalnih jezikov, ampak oni dosti financirajo. Jaz sem povem, prvič, ko sem bil v Britaniji, sem ostal, da v Brestu, na županstvu v Brestu, kot da bi bilo
za nas županstvo v Trstu je velik dvojezičen napis, ki piše najprej v francoščini, potem spodaj v bretonščini. Tako da oni so vedno nekaj dopustili, nekaj dali, niso tega priznali, ampak ne moramo reči, da so Francozi zatirali manjšine, kot jih recimo zatirajo Grki. Država, ki dejansko zatira manjšine v Evropi, je še zmeraj Grčija, ki najbolj zatira manjšine. Če me kdo sprašuje, katera je najbolj zatirana manjšina v Evropi, jaz vam povem, da so to Pomaki. Pomaki so, v bistvu govorijo jezik, ki je podoben bolgarščini, so pa po veri muslimani, in ker Grki na osnovi Lozanske pogodbe priznavajo muslimansko manjšino, ne pa seveda turške manjšine, ampak ker muslimanska manjšina se uči turščino v šolah pri verouku in še pri nekaterih predmetih, se morajo ti Slovani, Bolgari, ki veze nimajo s Turki in s turščino, obvezno učiti turščino v grških šolah. Mislim, to so stvari, ki se dogajajo na žalost v Evropi. Tako da jaz Francije ne bi postavljal na zatožno klop. Francija ima veliko problemov z manjšinami, jih ne priznava, je že nekajkrat poskušala spremeniti ustavo in to ni uspelo. V trenutku, ko so oni v 2. člen ustave dali tisti stavek le français, la langue de la république, torej francoščina je jezik republike, ki ni bil naperjen proti manjšinam, ko naperjen proti angleščini, da se razumemo. Ker je začela angleščina preplavljati tudi Francijo. Oni ne rečejo kompjuter, kot rečejo recimo Italijani, rečejo ordinater, kot rečemo mi računalnik v slovenščini. In imajo celo vrsto izrazov francoskih za razne tehnične stvari. Inštitucije, ki skrbijo za to. Ja, imajo svoje akademije, ki se ukvarjajo z izrazoslovjem. Tako da to so bolestni občutki, ki pa niso naperjeni proti manjšinam, pa so naperjeni predvsem proti angleščini.